Živjo, kako si? Si v redu? No, se ne poznava, ampak nič za to, ne. Jaz sem Sabina in ti bom prebrala pravljico, ki si jo izbrala ali pa izbral, žal ne vem, ampak kakorkoli upam, da boš užival, ko boš poslušal pravljico bratov Grimm, Volk in 7 kozličkov. No, naj ti povem, da sem tudi jaz imela to pravljico res zelo, zelo rada. Nisem je nikoli brala, sem pa imela kaseto in sem jo v glavnem ves čas poslušala, tako da sem jo znala na pamet. In zato sem še toliko bolj vesela, da ti jo lahko danes berem. Ekole. Volk in 7 kozličkov. Nekoč je živela stara koza, ki je imela 7 kozličkov. In imela jih je rada, kot ima pač vsaka mama rada svoje otroke. Nekega dne se je odpravila v gozd po krmo, še prej pa je sklicala vseh 7 otrok in jim rekla: Ljubi otroci, v gozd grem, vi pa se varujte volka. Če bi prišel noter, bi vas požrl s kožo in kostmi. Grdavž se velikokrat pretvarja, da je kdo drug, toda takoj ga boste prepoznali po njegovem hripavem glasu in črnih tacah. Ljuba mama, zelo bomo pazili nase, kar brez skrbi pojdi, so rekli kozlički. Koza je zameketala in pomirjena odšla na pot. Nedolgo zatem je potrkalo na vrata hišice in nekdo je zaklical. Odprite, otročički, vaša mama trka in vsakemu je nekaj prinesla. Toda kozlički so slišali hrapavi glas in so takoj vedeli, da je volk. Ne odpremo ti, so zaklicali. Ti že nisi naša mama. Naša mama ima nežen in ljubezniv glas, tvoj je pa hripav. Ti si volk! Volk je takoj odšel h kramarju in si kupil velik kos krede. Pojedel jo je in njegov glas je postal nežnejši. Potem je šel nazaj, še enkrat potrkal na vrata hišice in zaklical. Odprite, otročički, vaša mama trka in vsakemu je nekaj prinesla. Toda kozlički so videli volkovo črno taco na oknu in so zaklicali. Ne odpremo ti! Naša mama nima takih črnih tac kot ti! Ti si volk! Zdaj je volk stekel k peku in mu rekel: Udaril sem se v taco, pomaži mi jo s testom. Ko mu je pek pomazal taco s testom, je tekel k mlinarju in mu rekel: Posuj mi taco z belo moko. Mlinar si je mislil, tale volk bo gotovo nekoga osleparil in ni hotel narediti tega. Požrl te bom, je zarju volk in mlinar se je ustrašil in mu ustregel, takšni so pač ljudje. Zdaj je šel hudobnež tretjič do hišice, potrkal je in rekel. Odprite, otročički, vaša ljuba mamica je prišla domov in vsakemu prinesla nekaj iz gozda. Kozlički so zaklicali. Najprej nam pokaži taco, da bomo res vedeli, če si naša ljuba mamica. Volk je položil taco na okno. In ko so kozlički videli, da je bela, so mu vse verjeli in so odprli vrata in... Kdo je planil v hišico? Volk. Kozlički so se ustrašili in se hoteli skriti. Eden je zlezel pod mizo, drugi pod posteljo, tretji v peč, četrti v kuhinjo, peti v omaro, šesti v umivalnik, najmlajši, 7, pa je zlezel v ohišje velike stenske ure.
Toda volk je vse poiskal in jih na mah požrl, le najmlajšega v uri ni našel. Ko je volk tako potešil svoje skomine, se je pobral proč, na zelenem travniku je legel pod drevo in zaspal. Kmalu zatem je prišla koza iz gozda domov. Kaj je zagledala? Vrata so bila na stežaj odprta, mize, stoli in klopi, vse je bilo prevrnjeno. Umivalnik je bil v črepinjah in odeje in blazine so bile razmetane po tleh. Iskala je svoje otroke, pa jih ni bilo nikjer. Klicala jih je vse po vrsti po imenu, toda nihče se ni oglasil. Ko je končno poklicala najmlajšega, je odgovoril droben glasek. Ljuba mama, uri sem. Vzela ga je ven in povedal je, kako je prišel volk in vse požrl. Lahko si predstavljate, kako hudo se je koza zaradi svojih otrok razjokala. V tej svoji revi je končno stekla ven in kozliček je tekel za njo. Ko pa je prišla na travnik, je zagledala volka, ki je spal pod drevesom in smrčal, da so se veje tresle. Od vseh strani si ga je ogledala in videla, da se v njegovem napetem trebuhu nekaj premika in brca. O bog, si je mislila, kaj je mogoče, da bi bili moji ubogi otroci še pri življenju, čeprav jih je požrl za večerjo. Kozliček je moral steči domov in ji prinesti škarje, iglo in sukanec. Potem je zverini prerezala trebuh in komaj je naredila zarezo, že je en kozliček pomolil ven svojo glavo. In ko je rezala naprej, je drug za drugim poskočilo ven vseh 6, kajti vsi so bili še živi in celi. Volk jih je namreč v svoji požrešnosti kar cele pogoltnil. To je bilo veselje. Ljubčkali so svojo ljubo mamo in skakali okoli nje kot krojač na ohceti. Koza pa je rekla, brž, prinesite velike kamne, da tej nemarni mrcini napolnimo trebuh, dokler še spi. Vseh 7 kozličkov je urno privleklo kamenje in nabasali so ga volku v trebuh, kolikor ga je le šlo vanj. Nato je koza naglo zašila trebuh nazaj, tako da volk ni ničesar opazil in se še premaknil ni. Končno se je volk naspal in se skobacal na noge, kamni v trebuhu pa so ga tako hudo žejali, da se je odpravil k tolmunu pit. Ko pa se je premaknil in odšel, mu je kamenje v trebuhu tako klopotalo, da je zarenčal, kaj? V trebuhu mi čmuka. Je to kozličkov čredica ali pa so skale 3, ker me tako hudo teži. In ko je prišel do tolmuna in se nagnil nad vodo, da bi pil, so ga težki kamni prekucnili v globino, kjer je klavrno utonil. Ko so kozlički to videli, so pritekli k tolmunu in glasno klicali: Volk je mrtev! Volk je mrtev! Volk je mrtev! In z mamo v red so od veselja rajali okoli tolmuna. Lepo, srečno in tako želim tudi tebi. Lepo se imej. Adijo!